Po veliki noči. Jezus je po svojem vstajenju izkoristil to, da je svojim učencem podrobno razložil, zakaj je bilo potrebno, da je trpel in umrl na križu. Nato jim je rekel: to so besede, ki sem vam jih povedal, ko sem bil še pri vas. Mora se izpolniti vse, kar je pisano v meni, v Mojzesovi postavi, prerokih in psalmih. Tedaj jim je odprl da so doumeli pisma. Rekel jim je: tako je pisano, Mesija bo trpel in tretji dan vstal od mrtvih. In v njegovem imenu se bo oznanjalo vsem narodom spreobrnenje v odpuščanje grehov, čimer bodo začeli v Jeruzalemu. Vi ste priče teh reči. In glejte, jaz pošljem na vas obljubo svojega očeta. Vi pa ostanite v mestu, dokler ne boste odeti v moč zvišave. Bog je skozi Jezusovo smrt in vstajenje uresničil več, kot so bili apostoli zmožni razumeti. Trpljenje in potem vstajenje je bilo za njih preveč, da bi vse razumeli naenkrat. Tudi po vstajenju jim je Jezus še vedno razlagal, zakaj je moral trpeti. Svetopismo nam govori, da je Jezus se 40 dni prikazoval po vstajenju in ne samo prikazoval, ampak tudi učil. Potrjuje, da je videlo vstalega Jezusa najmanj 500 ljudi. Odlomek, ki smo ga prebrali, prav tako govori o Jezusovem vstajenju, oziroma kako je učil potem še vedno po vstajenju. Jezus učencem, lahko bi rekli, ponovno razlaga, zakaj je moral trpeti. Še enkrat jim razloži, kako je pomembno bilo trpljenje in seveda tudi njegovo vstajenje. Spomni jih na njihovo verovanje, zgodovino, omeni Mojzesovo postavo, preroke, psalme, da je vse to bilo napovedano in se je moralo zgoditi. Tedaj so komaj razumeli, beremo, da se jim je odprl da so dojeli, kaj se je v resnici zgodilo. V bistvu se to dogaja tudi danes in se je dogajalo skozi celo zgodovino krščanstva. Velikonočni prazniki so mimo. In kaj je ostalo od njih v naših srcih? Jezus pove učencem, da to, kar se je zgodilo, se bo oznanilo vsem narodom za spreobrnenje v odpuščanje grehov. Celotno človeštvo, vsi narodi so izzvani, da bi razumeli, kaj se je zgodilo na veliko noč. Seveda se nam takoj postavi vprašanje, kaj pa drugi narodi, druge kulture, religije, tradicije, ki so v nasprotju s krščanskim verovanjem. Nimamo časa, da bi zdaj o tem razpravljali in razglabljali. Lahko pa zelo jasno poudarimo nekaj, kar nobena druga religija ne ponuja. Odpuščanje naših grehov, ki vodi v odrešitev po Božji milosti. Naša dobra dela ne morejo narediti nobenega dobrega vtisa na pravičnega Boga. Samo kadar sprejmemo v veri to, kar je Jezus storil za naše grehe, smo lahko odrešeni. Tega ne ponuja nobena druga religija. Vsi poudarjajo Boga, njegovo ljubezen in podobno.
Vendar pa vse temelji na človeškem prizadevanju, da bi si zaslužili sprejetje pri Bogu. Nažalost, celo v krščanstvu velikokrat pomešajo popolna božja odrešitev in človeška dobra dela zasluge. Jezus je učence zelo jasno učil, tudi po vstajenju, da bi razumeli in dojeli. Dejal jim je: vi ste priče teh reči, o tem govorite in oznanjujte, kaj se je zgodilo na križu za človeško odrešitev. Jezus po veliki noči človeštvu sporoča, da je že odrešeno. Mora pa to odrešitev sprejeti in verovati v njo. Odrešujoča vera vsebuje 3 elemente in vsi so enako pomembni. Najprej moramo imeti znanje. Znanje o evangeliju. Evangelij je vesela novica, da je Jezus na križu umrl za naše grehe in 3. dan vstal. Ne moremo biti rešeni, če ne poznamo evangelija. Evangelij prinaša odrešitev, to, katero nam Bog ponuja. Drugič, potrebno je strinjanje. Posameznik mora vedeti, kaj je evangelij, da je resničen in se z njim strinjati. Vsi poznamo zgodbice, kot je velikonočni zajček ali pa božiček in podobno. Nažalost, na nek način veliko ljudi pozna evangelij, ne verjamejo pa, da je resničen in zato ne morejo biti odrešeni. Toda tudi znanje in strinjanje nista dovolj. Satan veruje, ve, da je evangelij resničen, pa ne bo odrešen. Mora biti še nekaj, in to je zaupanje. Naša odrešitev je popolnoma odvisna od Jezusa Kristusa, ki je na križu umrl za naše grehe. Zato so tovrstna vera in naša dela v Svetem pismu se vedno izključujeta. Samo kadar verujemo evangeliju in živimo v odvisnosti od Kristusa, smo zares odrešeni. Ene od zelo znanih vrst nam to potrjuje. Plačilo za greh je namreč smrt. Božji milostni dar pa je večno življenje v Kristusu Jezusu, našem Gospodu. To se je zgodilo na veliko noč. Plačilo za greh je Jezus plačal svojo smrtjo. Večno življenje pa je milostni dar v Jezusu Kristusu. Samo Jezus je povedal, da je tisti, ki ga bodo sprejeli, verovali, bodo tudi postali Božji otroci. Tistim pa, ki so jo sprejeli, je dala moč, da postanejo Božji otroci, vsem, ki verujejo v njeno ime. Tako se potem začne življenje z Jezusom na zemlji. Sem odrešen, ker sem ga sprejel za svojega odrešenika. Sem njegov otrok in želim živeti po njegovi besedi. To pa ni več religija, ampak življenje z Bogom. Dobra dela nima nič skupnega s tem, da postanem Božji otrok. Imajo pa dobra dela veliko opraviti, ko smo Božji otroci. Resnični kristjani živijo po Božji besedi. Dobra dela ne omalovažujemo, ampak jih postavimo na pravo mesto. Dobra dela, življenje po Božji volji začnemo živeti, ker smo njegovi otroci. Da verujemo in razumemo, kaj se je zgodilo ob veliki noči, se mora videti v našem življenju.
V bistvu bi po velikonočnih praznikih cerkve morale biti še bolj polne, kajti Jezus je umrl za naše grehe in vstal od mrtvih po smrti za Božjega otroka. Najboljše šele prihaja. Kakšen vtis je napravila velika noč? Smo teden po veliki noči pozabili, kar smo praznovali. Vemo, da je Jezusovo vstajenje prineslo spremembo v zgodovini človeštva. Učenci so oznanjali to, kar so videli, kar so doživeli, in milijoni so sprejeli Jezusa svojega zveličarja in rešenika. Nažalost pa je cerkev v zgodovini tudi večkrat odšla stran od bistva resnice velike noči. Zato je postala posvetna in ni več bil Jezusov križ ali vstajenje ali popolna odrešitev v centru. Tedaj izgubimo moč, tedaj se začnemo ohlajati, tedaj cerkev začne postajati posvetna. Čas, v katerem živimo, čas po veliki noči, verujem, da je en nov izziv za vse kristjane, da se ponovno vrnemo in z vsem srcem sprejmemo in verujemo, kar je Jezus storil na križu za naše grehe, da je to edina in popolna odrešitev. Zato dovolimo, da nam Bog spregovori skozi svojo ljubezen in milost. Naj moč velike noči, Jezusovo vstajenje, izpolnjuje naše življenje. Bodimo hvaležni za to, kar je storil za naše grehe. In oznanjamo to naprej. Molimo za našo Evropo, da še enkrat doživi eno duhovno prebojenje, da se križ, odrešitev velike noči ponovno postavi v center našega oznanjevanja. Da bodo še mnogi lahko zveličani in odrešeni. Amen.